Živijo, Božidar tukaj iz Hipnocentra Grilc, www.hipnocentragrilc.com. Danes bi rad par besed spregovoril o mojih delavnicah samohipnoze. Zdaj, leta nazaj, ko sem začel s hipnoterapijo tukaj v Sloveniji, v bistvu ni bilo nobenega, sem med prvimi tukaj bil. Bil je tam gor en zdravnik, nekje gor pri Kanju in zadeva je bila še precej nedolžna tukaj. Vem, da sem v začetku težave, ljudje so mislili, da sem zelo napadal hipnozo, kaj češ, kaj mi bo hipnoza in tako dalje. No in takrat sem začel tudi ponujati delavnice samohipnoze. Zdaj, zakaj gre? Gre za to, da hipnoza je naučljiva zadeva. Naučljiva zadeva, kar pomeni, da recimo pač, ko vi pridete k nam, vi nikoli niste bili hipnotizirani, oziroma ste bili pod nekimi drugimi pogoji, ampak tako klasično hipnotizirani, recimo, da še niste bili, jaz vas to naučim in potem vi s to težavo, mislim, s to zadevo, s hipnozo nimate nikoli več težav. Vi lahko bilo kdaj v življenju, kdorkoli vam da možnost, vstopite v hipnotično stanje. Zdaj pa samo hipnotično stanje, kaj to pomeni? Vi pomeni samo to, da vi imate te poti do vaše podzavesti odprte. In ko vi enkrat odprete te vaše poti do podzavesti, potem lahko s podzavestjo pač delate tisto, kar vi nekako smatrate, da bi bilo to smiselno. Zdaj pa je čist stvar vaše izbire, lahko nehate kaditi, recimo, lahko delate na vaših kilogramih, lahko delate na vaši samozavesti, na vašem spominu, recimo, lahko dvigujete športne rezultate, ogromno tega je, ne? Tako da jaz sem potem malo po malo skozi leta se mi razvila, se pravi, ta neka delavnica samohipnoze. In zdaj ta stvar je tako, v majhnih skupinah delamo, ste dobrodošli pri meni tam se pravi, v našem centru. Maksimalno 10 sprejmem, se pravi, ki več prostora tudi nimam, ampak nekako to številka je bila tista optimalna za delo za samohipnozo. Imamo več srečanj, trenutno, mogoče kdaj je to spremenil, ampak trenutno imamo 3 srečanja. Na vsakem srečanju je določena tematika, zadeva je tako kar malce kompleksna, tako da imate razdeljene zadeve. Na vsakem srečanju tudi dobite namenske priročnike za tisto srečanje. Peljal vas bom v zadeve, ki boste rekli celo, da so znanstvena fantastika. Veste, so stvari, katere mi počnemo in ne moramo javno oglaševati. In potem vas običajno seznanim na tem srečanju noter. Ampak zakaj gre? Gre za to, da vas bom naučil, kako vstopati v hipnotično stanje, katere boste potem s časom upoglabljali. No, če smo že na tem, vsak od vas bo dobil tudi en CD, se pravi moj, to je ta hipnoza za sproščanje, se pravi za poglabljanje same hipnoze. In potem bomo predelali, na kakšen način si lahko vi pomagate, kaj to pomeni delo s podzavestjo, kakšne besede morate uporabljati, kakšne se morate izogibati. Vse te ideje vam bom razložil, kakšne tehnične pripomočke uporabljati in potem enostavno greste v akcijo in spreminjate sami sebe. In lahko čuda delate, veste, samohipnoza. Kot je enkrat en kolega moj rekel, če bi ljudje vedeli, koliko je to vredno, bi ti milijone plačevali za to. In se strinjam, vendar živimo v nekem ekonomskem svetu, pač cena je taka in taka. Glejte, jaz vam bom dal v tistih parih urah, ki se bomo videli skupaj, jaz vam bom dal v bistvu moje 20-letne življenjske izkušnje, kar se sami hipnoze tiče in hipnoterapije, vse, kar sem se naučil. Veste, tako je, zanimivo je, da moja delavnica izpred recimo 5 let ni enaka današnji delavnici. Veste, zakaj? Iz enega samega razloga, ker pred 5 leti določene zadeve nisem vedel, vem jih pa danes. Veste, in potem nadgrajujemo to zadevo in to je stvar, ki evolvira. In tudi čez 5 let bo moja delavnica mičkeno drugačna, pa mogoče zelo drugačna od današnje delavnice samohipnoze. Tako da pomeni, da samohipnoza je neko stanje recimo neke odprtosti, kjer vi lahko potem sugestije, se pravi besede, neke afirmacije nalagate v vašo podzavest in malo po malo vaša podzavest začne reagirati na to. Zdaj, odvisno na čem delate, recimo, če boste delali na kajenju, boste videli, da en dan želja po cigaretu usahne. Vem, to sem sam probal, vem, kako to zgleda, imate tam škatlo cigaret, imate vžigalnik in potem gledate sami malo čudno, rečete, ok, zakaj? Se spomnim, ko sem se jaz vprašal in sem se vprašal, sem rekel, čakaj malo, zakaj jaz nimam nobene želje? Pa ste, tam so cigareti, tam je vžigalnik, če bi hotel, bi vzel, bi ga zapalil. Ampak enostavno ni, tisto je bilo za mene mrtva zadeva, mrtva, kot da nikoli nisem uporabljal, pa po 20 letih kajenja, nora stvar, Potem delamo na samozavesti, delamo recimo na javnem nastopanju, zato da smo bolj recimo tekoči, da lažje recimo govorimo tuji jezik, lahko tudi to delamo. Učenci recimo lahko dvigujejo svoj učni uspeh, se dvigujejo koncentracijo, spomin, motiviranost in tako dalje. Zdaj pa
Sicer, pazite, samo hipnoza ni vse mogoča, tako da približno 70% stvari lahko sami delate, tam pa jaz svetujem, kje se vam zatakne, potem pa prijete do nas, pa rečete, ok, Božidar, daj, tukaj se mi nekaj zataknilo, da mi ti pomagaj. Ok, ajde vidimo, zakaj gre, pogledamo, malce zanaliziramo, glede na mojo prakso oziroma prakso mojih terapeutov, se hitro vidi, zakaj gre, ajde pa porinemo naprej. Tako zgleda. Zdajva je nad vse uporabna, jaz to delam, se pravim, že skoraj 20 let, dejte se prepustiti temu postopku. Dobro, zdaj roko na srce, zdaj v Sloveniji se zdaj že svašta dogaja, nažalost, zdaj že vsi neki ponujajo to samo hipnozo, še malo se bo začelo v kakšni mesnici ponujati, ampak pustimo te stvari to. Jaz sem siguren, da boste vi zaupali vaši intuiciji, to sem tudi jaz naredil. Najboljše je, da ne veste, ker je pač več ponudnikov, zaupajte vaši intuiciji. Ja, imejte občutek, rečete, ok, tam mi pa všeč, k njemu grem. Recimo, če vam jaz nisem všeč, ne hodite k meni, lepo prosim, ker ne boš to skozi, veste. Mora biti neka mala všečnost ali pa vsaj neka simpatija delna, ali pa če ste v dilemi, pridite do mene, pridite sem na pisarno do mene, bova kakšno rekla, vam bo malo več razložil, kar se tega tiče, ni nobene težave. Ali pa telefon v roki, vprašajte, tako je to. Se pravi, mora biti neka veza med nami, da zadeva dobro funkcionira. Tako da, jaz vam toplo priporočam samo hipnozo, lahko blazno spremeni vaše življenje, vaše navade, učne navade, športne navade, spanje. Že če vi samo hipnozo uporabljate samo za relaks, je to čudovita zadeva. Samo za relaks, ker stranski učinek dobrega hipnotičnega stanja je telesni relaks, vendar ne samo mišice zunanji, tudi notranji organi se umirijo. In potem, kar nekaj vi vidite, da ste bolj produktivni, da ste bolj fokusirani, da lažje greste skozi vaše življenje. Tako da, meni je všeč, še enkrat se spomnim, dolg časa nazaj sem bral eno knjigico od enega podjetnika, tako da je rekel, in to mi je bilo všeč, je rekel, ljudje bi morali manj delati, pa več meditirati. In to je res. Čeprav, pazite, zdaj, ko jaz rečem meditacija, kakšni ljudje bo rekli, gledanje v popek. Ni to. Pazite, meditacija je lahko sprehod skozi park. Meditacija je lahko, ko vi peljete psa na sprehod. Vse to je lahko meditacija. To je to. Meditacija pomeni, da vi ste malce umirjeni, se ne koncentrirate na nič, ampak enostavno poskusite dati temu, rečemo, ta mozak na pašo, se pravi možgane off, tako da jih malo izklopite. Zdaj, so določeni ljudje, ki to skoraj nemogoče bodo dosegli, ki stalno in melje, ampak z malo vaje se da. Tako da pridite na to našo delavnico samohipnoze in začnite spreminjati vaše življenje. Če so potrebe, če niso potrebe, ostanete takšni, kot ste. Če pa mislite, da morate kaj spremeniti. Čeprav, pazite, takole, jaz hipnozo ne vidim samo veste, kje jaz vidim najbolj hipnozo? Jaz vidim hipnozo v dvigovanju potencialov. Tu je. Pazite, hipnoza lahko odmakne vašo fobijo, hipnoza vam lahko pomaga pri depresiji in kupenih stvarih, vendar jaz pa najbolj vidim hipnozo v dvigovanju vaših potencialov. Se pravi, vi imate noter mogoče celo neke uspavane potenciale, kaj imate vi noter. No in tiste lahko vi potem skupaj s samo hipnozo ali pa s terapijo poiščete in dvignete gor. To je tisto. Ljudje, kot da bi imeli vi avto, ki ima 6 brzin, ampak večina ljudi vozi prvi, drugi in tretji. Kje pa 4., 5., 6., enostavno, kot da je ni, ali pa celo rikvrc, recimo, za nazaj. Preveč ljudi, ki jaz opazujem v mojem življenju, je enostavno, niso, enostavno, kot bi napol spali, kot da so v nekem naravnem transu in ne dajo vse od sebe, a je škoda, lejte, življenje, je 70 let, mogoče se vam zdi dolgo, ampak gre tako, lejte, jaz sem danes moja leta, pa niti ne vem, kdaj sem prišel do njih, kar se tega tiče. Ja, pa se spomnim, ko sem bil še mulc, pa sem preračunaval, koliko bom bil star, ko bo leto 2000. Ki je bila številka 2000, če sem bil še otrok takrat in sem nekaj računal tam, koliko bom bil star takrat. To je že zdavnaj mimo, razumete, in dvakrat se obrnete in gre skozi. Zato dejte vzeti vaše življenje v roke, primite bika za roge in začnite rasturati, razumete, dejte, dvignite vaše potenciale in naredite nekaj svojega življenja. Se vidimo na delavnici samohipnoze, hypnocentragils.com, začnite spreminjati sebe in vse ostalo se bo spremenilo. Čau.